Pozdravljeni v majski oddaji Aktualno na GFML. Danes sva z vami Urška in Kaja. V mesecu aprilu je bilo na naši šoli zelo pestro. Obiskali so nas številni zanimivi in raznoliki gostje. V petek, 18. aprila, nas je na gimnaziji obiskal Boris Pahor, iskren pričevalec neizčrpnega spomina, ki je življenje posvetil boju za pripadnike ogroženih kultur, za pravice ogroženih jezikov in predvsem boju za resnico. Dijaki smo pripravili pogovor z njim na temo Domovina in pogled na današnji položaj slovenstva. Boris Pahor, ki je lani avgusta dopolnil 100 let, je eden izmed najbolj znanih slovenskih pisateljev, ki je v Evropi zaslovel predvsem z deli, v katerih opisuje grozote nacističnih koncentracijskih taborišč. V Sloveniji in pri slovenski manjšini v Italiji pa poleg literarnega opusa znan tudi po družbeno-političnem angažmaju. Kot je sam povedal, sta ga v otroštvu in mladosti močno zaznamovala fašizem in nacizem. Že kot 7-letni deček je bil priča požigu Narodnega doma v Trstu, takrat osrednje ustanove tržaških Slovencev. Boris Pahor, znan tudi kot pričevalec Kocbekovega časa, nam je veliko povedal o samem Edvardu Kocbeku, o slovenskem pisatelju, pesniku in politiku, s katerim je prijateljeval dolga leta. Svoje stike z Edvardom Kocbekom intenziviral konec 60. let prejšnjega stoletja, zlasti v zvezi z revijo Zaliv, ki jo je začel izdajati v Trstu. Leto 2014 velja za Kocbekovo leto, saj mineva 110 let od njegovega rojstva in ravno v ta namen smo v goste povabili Borisa Pahorja. Predavanje je bilo zelo zanimivo in poučno, saj človek ne sedi vsak dan ob ne samo pisatelju, temveč tudi svobodnjaškemu in uporniškemu človeku. Ne smete reči, ker ni res, da mi zato, ker smo majhni, nimamo veliko kulture na evropski ravni. Ni res. In to sem slišal pri vas. Jaz sem to slišal. Ne zdaj v Radencih, ker nimam povezave z zunanjim svetom. Ampak prej, ko sem hodil, recimo sem bil na Kocbekovi domu, ker Sveti Jurij v Ščavnici, ker me svet vabil, da ne govorim prihodne poletje o njem in tako naprej. Kaj bomo mi, ki smo majhni? To je bedarija, oprostite. Tisti, ki jo izreče, je bedak. Zato, ker ni odvisno, in jo ponovim še enkrat, ni odvisno, koliko milijonov prebivalstva je neki narod. Zato, da če vzamete Irce, recimo, koliko je Ircev na svetu, recimo, Irci imajo Joycea, imajo celo kategorijo pisateljev, ki so svetovno znani, recimo, ker ni odvisno, da je koliko. In še doma govorijo angleško. Se kome učijo irščine, zato, ker so jih tako Angleži nekako že poangležili, da imajo mirni čut, da so Irci, ampak pač morajo svoj jezik nekako, tudi literarni jezik nekako spoznati. Evo, to bi bilo edino moje, ko se reče, na svet in edino pričakovanje od slovenske mladine, rešiti slovensko državo, rešiti slovenski narod in slovensko državo z njim, s tem, da se pride do neke enotnosti in do nekega ponosa, ne se klanjati na desno in na levo, kako so delali naši politiki. V mesecu marcu smo dijaki, ki obiskujemo izbirno biologijo, imeli zelo zanimivo učno uro. Obiskala nas je Zveza društva slepih in slabovidnih iz Murske Sobote, ki ima okoli 200 članov. Ta v javnem interesu izvaja posebne socialne programe za slepe in slabovidne. Imajo 6 programov z veliko podsklopi, kot je učenje branja, jezik, mobilnost, pomoč starejšim, delanje z računalniki in še kaj. Z društva sta nas obiskala 2 starejša gospoda, eden je slep že od rojstva, drugi pa je dokončno slepel pri 27 letih. Pokazala sta nam, kako hodita in se znajdeta v različnih situacijah, razložila, da si pri hrani na krožniku pomagajo z uro, naprimer meso imaš na 12, krompir na 6 uri. Kljub temu, da so slepi, se vključujejo v veliko dejavnosti in tekmovanj v branju, igranju šaha, balinanja. Za konec pa sta nam povedala, edina tema, ki je neznanje. V petek, 18. aprila, smo na naši šoli gostili državljanko iz Ruande, Marijo Ajme, katero je pripeljala naša bivša dijakinja.
Marija nam je predstavila predvsem delovanje ženskega centra v Ruandi, katerega je glavna predstavnica. Pomen centra je ključen predvsem za ženske, saj jih tam učijo brati, pisati, izdelovati raznoročna dela ter delo z računalniki, ki so jih dobili leta 2012. Predstavila nam je naravno-geografske značilnosti ter dodala še različne podatke o družbenih razmerah, predvsem po genocidu leta 1994. Kot zanimivost nam je pokazala še gorske gorile, ki so značilne predvsem za Ruando. Poleg nje pa živijo še samo v Ugandi ter v sosednjem Kongu. S seboj je prinesla tudi različne ročne izdelke ženskih z centra. Mariji se lahko zahvalimo za novo znanje in zanimivosti, ki jih je delila z nami. V petek 11. aprila smo za dijake prvih letnikov organizirali Eko-dan, v okviru katerega so dijaki 1. B in 1. C razreda poslušali predavanje o alternativnih virih energije in možnosti uporabe le-teh v našem domačem okolju. Dvourno predavanje sta izvedla gospod Rok Sunko in gospod Klaus Požgan iz razvojno-raziskovalnega podjetja Skupina Fabrika, ki deluje kot inštitut za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in se tako ukvarja s projekti za spodbujanje rabe alternativnih virov energije, z razvijanjem investicij v trajnostno rabo alternativnih virov energije pod znamko Pomurske elektrarne in podobno. Bilo je zelo zanimivo se vrniti na gimnazijo, pa videti, kako se je spremenilo od tistih 96-97, ko sem jaz zaključil ta učni proces, če tako lahko rečem. Namen predavanja je bilo v bistvu predstavitev našega dela na način, projektu, s katerimi se ukvarjamo, pa v bistvu pomena potem prek tega obnovljivih virov za našo regijo, za Prlekijo, za Pomurje, za Slovenijo, Evropo, konec koncev. Mislim, da so učenci nekako dobili en takšen zelo grobi pregled virov pa potencialov po teh možnostih, ki jih imamo, od lesne biomase do geotermalnih virov, do vodnih virov, odpadkov in tako naprej. Ker bodo v kratkem organizirali mednarodno konferenco na to temo, bodo naši dijaki, ki so poslušali predavanje, pripravili plakate, ki bi jih z veseljem pokazali na naši konferenci. Četrtek 17.4. je za dijake 2. C in D letnika potekalo predavanje na temo ekologije. Predavateljica iz Združenja Ekologi brez meja nam je s pomočjo videoposnetka in slik nazorno pokazala, kako poteka izdelava ene same majice. Svojo razlago nam je več kot odlično predstavila celotno stvar in nam prav gotovo dala misliti, da bomo prej, kot bomo kupili majico, pogledali, kje je bila proizvedena. V preteklem mesecu smo se dijaki prvih in drugih letnikov podali na ekskurzije v različna evropska mesta. V četrtek 24. maja smo se dijaki prvih letnikov odpravili na strokovno ekskurzijo v Rim. V petek zjutraj smo prišli v Vatikan. Tam smo si najprej ogledali Vatikanski mestni trg, baziliko svetega Petra, se povzpeli na kupolo, s katere smo videli ves Rim in se nato odpravili po vatikanskih muzejih, kjer se nahajajo številna znana dela. Sprehodili smo se skozi Sikstinsko kapelo, ki jo krasijo Michelangelove freske in je pravi vatikanski biser. Nato smo se sprehodili mimo Angelskega gradu do trga Navona, kjer smo imeli 1 uro časa za oddih, nakup spominkov, sladoled in fotografiranje. Proti koncu dneva smo se odpeljali na obalo, kjer smo se nastanili v hotelih, kjer nas je čakala večerja in prenočišče. Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali proti Neaplju. Tam smo se povzpeli na vezu, s katerega smo imeli zelo lep, a meglen razgled. Potem smo se odpravili proti starodavnemu, nekdaj zelo bogatemu mestu Pompeji. Mesto je turistično zelo privlačno zaradi svojega tragičnega konca, ko ga je v 1. stoletju našega štetja zasul pepel bližnjega vulkana Vezuva. Po 2-urnem vodenem ogledu ruševin mesta smo si privoščili pico v dežju. Dijaki predšolske vzgoje pa so se namesto na Vezuv odpravili na majhne delujoče vulkane Solfatara. Kljub temu, da nam je popoldne dež prekrižal načrte, to ni pokvarilo dobrega vzdušja in zabave na avtobusu. Proti koncu dneva smo se odpravili na panoramsko vožnjo po Neaplju in nato nazaj proti hotelom. 4. dan našega bivanja je bila v Vatikanu kanonizacija 2 papežev, zato je bila v Rimu zelo velika gneča. Ker je bilo mesto zaprto za turistične avtobuse, smo za prevoz v mestu koristili metro. V mestu smo si najprej odpravili v cerkev svetega Petra v Verigah. Cerkvi pravijo cerkev vseh cerkva in slovi po kipu Mojzesa, ki je delo zelo znanega umetnika Michelangela. Nato smo se odpravili v znameniti Kolosej. Zgradili so ga že leta 70 našega štetja, sprejel pa je do 50.000 ljudi. Tu so prirejali gladiatorske igre, ki so bile Rimljanom najljubša zabava. Od Koloseja smo se povzpeli na enega od 7 gričev imenovan Kapitol.
Tam smo si ogledali spomenik Romulu in Remu, forum Konstantinov Slavolok in spomenik Viktorija Emanuelu II. Ker je ravno v času našega ogleda Panteona deževalo, smo lahko preverili, da odprtina na stropu res ne pušča vsega dežja. Nato smo odšli na ulico, kjer smo imeli na kupu veliko prodajalcev spominki. Tam smo imeli 1 uro prosto za nakupovanje, večina pa se je okrepčala v McDonald'su. Pred nami so bili še zadnji ogledi. Odpravili smo se do fontane di Trevi, ki slavi kot največja fontana v mestu in najlepša na svetu. Nato smo odšli še do znamenitih španskih stopnic, na katerih turisti radi posedijo in občudujejo okolico. Tam smo imeli nekaj prostega časa, a smo zaradi dežja večinoma odšli na metro postajo. Sledila je še vožnja z metrom nazaj do avtobusov, nato pa nočna vožnja proti domu. Na ekskurziji smo videli mnogo zanimivih stvari in se imeli lepo. V zahvalo profesorjem, vodičem in šoferjem bo ta ekskurzija nepozaben spomin na srednješolska leta in upamo, da bo takšnih ekskurzij še več. Dijaki drugih letnikov smo 2. maja iz letališča Jožeta Pučnika odleteli na 5-dnevni izlet v London. Ko smo prispeli v London, smo imeli največ težav z nastavitvijo ure, a nam je vodič pomagal pri nastavitvi. Po prevzemu prtljage smo se z avtobusi odpeljali do Cambridgea, enega najbolj znanih študentskih naselij. Tam smo izvedeli vse o kolidžih in študiranju. Po nekaj urah smo se z avtobusnim prevozom odpeljali nazaj v središče Londona in sledila je panoramska vožnja po Londonu s fotopostankom pri katedrali svetega Pavla. Drugi dan se je začel izvrstno s pravim angleškim zajtrkom. Po zajtrku smo se odpravili do Greenwicha, kjer smo se po parku sprehodili do ničelnega poldnevnika. Sledila je vožnja z ladjico mimo vseh pomembnejših znamenitosti: Tower Bridgea, katedrale svetega Pavla, Globe Theatra, London Eya do Big Bena. Potem, ko smo se najedli in spočili v največji gneči na eni najbolj raznovrstnih in zanimivih odprtih tržnic v Londonu, na tržnici Camden, smo se odpravili še na ogled nekaj manjših znamenitosti, kot je na primer trg, kjer so nas zabavali ulični igralci. Zatem smo se odpravili nazaj v hotel. Tretji dan smo bili priča menjavi straže in videli smo mogočno Buckinghamsko palačo. Nato smo se s podzemno železnico odpeljali na Oxford Street, kjer smo imeli veliko časa za nakupe. Obiskali smo tudi Natural Gallery, kjer smo si ogledali izjemna slikarska dela. Popoldne smo se odpravili na 33-minutno vožnjo z London Eye, ki je kar 135 metrov visok, in od tam smo si lahko London ogledali iz ptičje perspektive. Sledila je večerja po sistemu jej, kolikor hočeš. Četrti dan smo dopoldne videli zanimiv Natural History Museum, kjer so najbolj zanimivi dinozauri in modri kit postavljen v svoji naravni velikosti. Popoldan pa smo si ogledali British Museum in se rokovali s slavnimi v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds. Zvečer smo se z londonskimi taksiji odpeljali do slovenskega ozemlja v Londonu, kjer smo zapeli slovensko himno in nato počakali, da je Big Ben odbil polno uro. Odpravili smo se nazaj v hotel in ga v zgodnjih jutranjih urah tudi zapustili, saj smo 6.5. imeli let nazaj v Ljubljano. Iz Londona so nam ostali zelo lepi spomini. Aprila smo se dijaki drugih letnikov v ranih jutranjih urah odpravili proti zlatemu mestu Pragi. Čeprav rahlo zaspani, smo bili polni navdušenja in pričakovanja. Po 8 urah smo končno prispeli v mesto tisočerih zlatih zvonikov. Najprej je bil na vrsti panoramski ogled znamenitosti, ki izpričujejo veličastno zgodovino in bogato tradicijo kulture ter umetnosti. Takoj zatem smo si ogledali staro mestno jedro s starimi mestnimi hišami in znamenito astronomsko uro Oroloj. Seveda pa je tudi bil čas za sprostitev in samostojen ogled mesta ter nakupe. Ko smo se vsi zbrali, smo se skupaj odpravili do hotela in se tam tudi namestili ter imeli večerjo. Zvečer smo se z mestnim avtobusom odpeljali do ene izmed praških diskotek, kjer smo dan zaključili s plesom. Ko smo prišli v hotel, smo vsi trdno zaspali. Naslednji dan nas je od 8 do 10 ure čakal zajtrik, takoj zatem pa smo že krenili proti naši novi znamenitosti Hradčani, ki so polni prečudovitih razgledov. Grad Hradčani, ki ga je prenavljal tudi Jože Plečnik, je danes rezidenca češkega predsednika. Sprehodili smo se tudi do mogočne gotske cerkvi svetega Vida in si ogledali tudi njeno veličino od znotraj. Šli smo tudi skozi Zlato uličico, kjer so bili nekoč zlatarske delavnice, danes pa velja za turistično znamenitost. Po samem ogledu smo dobili tudi nekaj časa zase, da smo lahko poiskali restavracije s pravo praško hrano in doživeli Prago tudi z tega vidika. Po počitku smo se odpravili do Karlovega mostu v Staro mesto. Kasneje smo se odpeljali do reke Vltave, ki leno teče skozi mesto in mu daje poseben pečat razpoznavnosti. Tam smo se vkrcali na ladjo, kjer smo povečerjali in v krogu prijateljev podoživeli nepozaben ogled Prage.
Po končani vožnji smo se utrujeni odpravili nazaj v hotel, kjer so nas pričakale tople postelje. In tako je prišel tudi zadnji dan. Čeprav je deževalo, nas to ni oviralo za ponovno odkrivanje praških znamenitosti. Vsega lepega pa je enkrat tudi konec. Po končani ogledih smo okoli 2. ure zapustili mesto Prago in se odpravili proti domu. V poznih večernih urah smo bili spet doma, ker so nas domači že nestrpno pričakovali. In tako nam je ostal le še lep spomin na Prago. Tudi na glasbenem področju smo širili glas šole in bili v tem zelo uspešni. 17. aprila so se dijaki 2. in 3. letnika predšolske vzgoje udeležili državnega srečanja Orfovih skupin v Slovenskih Konjicah. Skupina Lastni ŠKG, ki je zbrano množico navdušila za izvedbo lastnih instrumentov, se je predstavila pod mentorstvom profesorja Danijela Berdena. Dijaki 2. VB so program popestrili z bum palicami. Svojo točko so predstavili pod mentorstvom profesorice Mojce Vizjak Horvat. Skupino Orfeki GFML so predstavljali dijaki 3. letnikov, ki so občinstvu zaigrali priredbo Kanon pod mentorstvom profesorja Danijela Berdena. Dijaki so na orfomaniji spoznali učence in dijake drugih srednjih šol ter njihov način dela in ustvarjanja. Domov so se vrnili zadovoljni in polni novih idej za nadaljno ustvarjanje. Kot se je začela pomlad, se je tudi šolski pevski zbor ponovno prebudil iz zimskega spanja in začel aktivno z vajami.
Pripravljali smo se namreč na zdaj že tradicionalno srečanje srednješolskih zborov iz različnih slovenskih območij, gimnazijado, ki se je odvijala 3.4.2014 na gimnaziji Litija. Predstavili smo se s kratkim filmom, nato pa pogumno ter samozavestno nastopili in bili s svojim nastopom zelo zadovoljni. V torek, 15.4.2014, pa smo se udeležili revije pevskih zborov. Prireditev se je začela ob 18. uri in to v Kulturnem domu v Ljutomeru. Nastopili so tudi pevski zbori iz nekaterih pomurskih osnovnih šol. Kot vsak mesec smo bili aktivni tudi na drugih področjih, obiskal pa nas je tudi doktor znanosti. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo zopet dokazali, da spadamo na sam vrh. V letošnjem šolskem letu smo na državnih tekmovanjih posegli tudi po najvišjih priznanjih. Na državnem tekmovanju v znanju angleščine je Tim Ivančič premagal vso konkurenco in s kar 12 točkami prednosti postal državni prvak v kategoriji angleščina kot drugi tuji jezik, ter seveda osvojil zlato priznanje. Na državnem tekmovanju v znanju nemškega jezika so Črt Kumer, Jasna Rus, Karmen Pozderec in Ana Kosednar osvojili zlato priznanje. V znanju biologije za Proteusovo priznanje sta zlato priznanje osvojila Aljaž Kalič in Betka Perc. Na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje pa smo dijakinje osvojile kar 3 zlata priznanja, in sicer Barbara Habjanič, Tadeja Tibalt in Martina Smodiš. Model Evropskega parlamenta ali na kratko MEP je enkratna priložnost za vse mlade, ki radi debatirajo in razpravljajo o politiki. Prvi MEP v letu 2014 je potekal na Dunaju in iz naše gimnazije sva se ga udeležili 2 dijakinji. Namen MEP-a je, da mlade vključujejo politiko in sooblikovanje Evropske unije. Tako se je več kot 150 mladih iz 30 različnih držav za en teden zbralo na Dunaju, kjer smo debatirali o aktualnih problemih Evropske unije. Razdelili smo se v 10 komitejev in vsak komitej se je ukvarjal s svojim problemom. Imeli smo vprašanje o varni uporabi interneta, prepovedi kajenja in zdrava prehrana, zdravstvo, zaposlitev mladih, ali se naj Evropska unija vključuje v mednarodne odnose in še kaj. Na Dunaj smo prispeli v soboto popoldne, kjer nas je pričakala naša gostujoča družina, zvečer pa smo se odpravili v bar, kjer smo se lahko z delegati iz drugih držav že tudi malo spoznali. V nedeljo smo najprej imeli plesne vaje, kjer smo se učili plesati angleški valček, dunajski valček in foxtrot. Popoldne pa so sledila dela po komitejih.
Tako smo o svojih problemih razpravljali vse do srede, ko smo morali svoje probleme in za njih napisane rešitve imeti že dokončane. V sredo smo se svojo delegacijo dobili v tradicionalni kavarni Dunaja, kjer smo ostalim delegatom iz svoje države predstavili svojo resolucijo. Po napetih razpravah smo imeli sproščeno popoldne, saj smo si ogledali prečudovit Dunaj. V četrtek in petek pa je potekalo zasedanje v parlamentu, kjer je vsak komite svoje resolucije predstavil vsem delegatom, ti so lahko imeli vprašanja, na koncu pa smo glasovali, ali bomo resolucijo sprejeli ali ne. Naš zadnji večer na Dunaju pa smo preživeli zelo elegantno in svečano. Ker je letos 20. obletnica MEPA, so za nas pripravili zelo zanimiv večer. Vsi delegati smo se tako zvečer odpravili na ples miru, ki je bil v prečudoviti dvorani na Dunaju. Na plesu smo spili kozarček šampanjca, se zavrteli v ritmu dunajskega valčka ter se dokončno poslovili. Izkušnja na MEP-u je definitivno nepozabna, saj se naučiš veliko novega, spoznaš novo mesto, nove ljudi in seveda sklenejo se nova mednarodna prijateljstva, ki bodo trajala še dolga leta. Mesec april je popestrilo zanimivo dogajanje na aktivu, ki smo se ga udeležile nekatere dijakinje predšolske vzgoje, nekaj profesorjev in vzgojitelji iz vrtca Razkrižje, Stročja vas in Ljutomer. Z namenom angažiranja za vsebino in spodbujanja občutljivosti do vloge umetnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu smo se udeležile kreativnice, ki je potekala v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomer, pod vodstvom Darje Štirn-Koren, Petre Štirn-Janota in Jureta Markote. Udeležili smo se tudi predavanja dr. Robija Krofliča z naslovom Vzgoja preko umetniške izkušnje. Dan pozneje se je odvila nova kreativnica, kjer smo udeleženci pokomentirali podana teoretična izhodišča in se seznanili z načeli 5-stopenjskega načrtovanja vsebin z področja umetnosti za otroke, šolarje, dijake in druge udeležence. Nato je sledila še ena kreativnica z namenom stopanja v odnos, pogovor z umetnino. V petek, 25. aprila, se je odvil še veliki finale predhodnih aktivnosti. Izvajali smo namreč delavnice za otroke, kreativnice z namenom refleksiranja izvedene prakse in iskanja novih poti izvedbe in kreativnico z namenom kritičnega razmisleka glede uporabe razvitega modela v vrtcu, šoli in galeriji. V četrtek 10.4. in petek 11.4. smo dijaki ljutomerske gimnazije zbirali stari papir. Skupnimi močmi smo kontejner tudi napolnili, najuspešnejši pri tem pa je bil 2. A. Aprila smo dijakinje drugih letnikov vzgojiteljskega programa odšle na osnovno šolo Mala Nedelja, kjer smo izvedle delavnice o zdravi šoli. Na šoli je bilo več srednjih šol, ki so učencem predstavile delavnice o zdravem življenju in naravi. Razdeljene smo bile v kemijsko in biološko delavnico. V kemijski delavnici delamo mavrico iz različnih raztopin in določamo vsebnost sladkorja v tekočinah z refraktometrom. Po koncu delavnic smo se udeležili še končne prireditve telovadnici osnovne šole Mala Nedelja. Med 167 prizorišči v 79 krajih po vsej Sloveniji in zamejstvu v Trstu do Celovca se je v okviru mednarodnega projekta Noč knjige 2014 eden izmed dogodkov zvrstil tudi v Golarjevi hiši v Ljutomeru, kjer so dijaki obeh programov Ljutomerske gimnazije predstavili literarno ustvarjanje profesorja na Ljutomerski gimnaziji Saša Pergarja. Po govoru z dijakinjo predšolske vzgoje Anjo Lebarič je avtor predstavil svoje ustvarjanje, ki doslej šteje 25 slikanic, predvsem ljudski priredb in nekaj avtorskih del. Med slednjimi je tudi slikanica Najlepši kraj, kateri je bil namenjen osrednji del večera. Slikanica je namreč išla kar teh jezikih: slovenščini, angleščini in nemščini. Nemščino je predstavila prevajalka Elizabeth Lindemann, v angleščino pa Beverly Lendrikom. Obe zaposleni na GFML kot asistentki za tuji jezik. Tako je branje Najlepšega kraja zazvenelo večjezično. Dogajanje je nagradilo publiko. Izžrebanim se je namreč ponudila priložnost za skupno branje ene izmed Pergarjevih zgodb in postajali so srečni bralci.
V sklopu kongresa Društva ravnateljev slovenskih srednjih šol, ki je potekal v Radencih od ponedeljka 14. do srede 16. aprila, so udeleženci v torek popoldne obiskali Ljutomer in gimnazijo Franca Miklošiča. V uvodnem delu je ravnatelj gospod Zvonko Kustec pozdravil goste in predstavil šolo. Upokojeni profesor dr. Miran Pucunja je predstavil vlogo in pomen dr. Franca Miklošiča ter njegovega znanstvenega dela. Učitelj zgodovine in geografije Franc Šuš je predstavil dogodke, ki so se zgodili v tako imenovanem Miklošičevem letu, predvsem pa vsebino filma o dr. Francu Miklošiču. V zaključku prvega dela je nastopil gospod Andrej Vršič iz lokalne turistične organizacije ter predstavil ljudi in pokrajino, v kateri so se nahajali obiskovalci. V nadaljevanju popoldneva so si obiskovalci ogledali kulturne in zgodovinske znamenitosti mesta Ljutomer ter na ta način spoznali geografske in zgodovinske značilnosti mesta in širše pokrajine. Udeleženci so se pozitivno odzvali na predstavitev šole, mesta in Prlekije. V aprilski okrogli mizi smo gostili Miloša Vitorija, doktorja znanosti z področja biologije. Po uspešno upravljeni gimnaziji je študiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral na zanimivo temo možnosti določanja nekaterih problematičnih skupin slovenskih jamskih rakov na podlagi kratkih zaporedij DNA. Po upravljeni diplomi je nadaljeval interdisciplinarni doktorski študij bioznanosti, znanosti v celici, ter ga leta 2013 uspešno zaključil znanstveno raziskavo. V zanimivem srečanju nam je med drugim predstavil tudi svoj pogled na težave mladega znanstvenika. Jaz mislim, da so največje težave enake kot pri ostalih mladih ljudeh, samo da znanstvenik ni več tako zelo mlad. To je pač en velik del svojega življenja si investiral v eno izobrazbo, eno pot, zdaj potem mogoče včasih ne veš, če bo to zares tisto, če se ti je to splačalo, če boš lahko nadaljeval svoje delo na tem področju in to je lahko težava. Čeprav načeloma se za ljudi najde plc. Že kje. Pred nami sta še zadnja 2 meseca šole, ki bosta sigurno polna zanimivosti in aktivnosti. Zato nas glejte spet naslednji mesec. Adijo!